Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu, spopolni v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, tukajšnjim škofom Antonom in vsemi, ki služi oltarju. Spomni se vseh žrtev vojn in revolucije pri nas in po svetu, pa tudi pokojnega Alojzija, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj gledati svoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo, Devico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Bog je naš Oče in pre krstu smo vsi postali njegovi otroci. Zato ga smemo klicati za svojega očeta. Storimo to tudi sedaj in molimo, kot nas uči moliti sam Gospod Jezus. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kako na nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da bomo vedno prosti grehov in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir bodi vedno z vami. In s tvojim duhom. Kako je mir velika in dragocena dobrina, se zavedamo predvsem takrat, ko čutimo, da je ogrožen pri nas ali pri kom drugem, pri naših sosedih. In zato si sedaj spomnimo Jezusove besede, da nam On daje svoj mir, kakršnega svet ne more dati, zato ker nam daje svojo ljubezen, ker nam daje svojo resnico, ker nam daje pravo življenje. Tega Jezusovega miru si sedaj drug drugemu zaželimo, pa si na ta način s to mislijo v srcu podajmo roke.